Res dobrodošli danes na dnevu, ob Svetovnem dnevu zdravja. In današnje teme, ki se jih bomo lotili sogovorniki, sem zelo vesela, sem v taki lepi družbi, bodo celostno zdravje, potem pravilna drža naše hrbtenice in v bistvu zdravje na delovnem mestu. In da najprej sem povabim in predstavim sogovornike, ki bomo naredili prvo vajo, da se majčkeno prizemljimo, kjerkoli ste že bili, tudi tisti, ki nas spremljate preko spletnih omrežij. Najprej zraven mene je doktor medicine pediater z licenco za klinično športno prehrano, doktor Nik Beseničar. Dobrodošel. Potem zraven doktor medicine specializantka pediatrije s specialnimi znanji iz akupunkture, doktor Tanja Jauh. Dobrodošla. In potem Peter Kauzer, naš vrhunski športnik, kajakaš na divjih vodah. Dobrodošel. In doktor medicine, specialistka radiologije, soustvarjalka in skrbnica programa Pokončna drža, dobra drža. Nam bo danes veliko o tem povedala doktor Saša Staparski-Dobravec. Dobrodošla. Dober dan. In rada bi najprej eno vajo predstavila, ker sigurno jo vsi poznate. Izmenično dihanje, ste že slišali za njo? Že, ja. Ena osnovnih. Jaz sem jo zelo uporabljala v vrhunskem športu, tudi recimo danes zjutraj sem jo izvedla. Zelo umirja, poskrbi za tvoj imunski sistem in tudi vse ostale povabim, ki ste pred ekrani, da v bistvu najprej daš dva prsta, se pravi kazalec in sredinec na sredino čela, se pravi med obema obrvema, in potem zapreš svojo desno nosnico. In vdihneš najprej skozi levo, tako en tak počasen, dolg vdih, lahko zapreš oči. In zapreš zdaj s prstancem levo, odpreš desno nosnico in izdihneš. En dolg izdih in nato zopet vdihni. Dolg podaljšan vdih zapreš in odpreš levo nosnico, izdihni. In zopet vdihni. In te povabim res, da naredimo še ene 3 kroge. In vdih. In probi res tudi, če prvič to delaš. Res je cilj, da narediš en tak dolg vdih in dolg izdih. In vedno, ko vdihneš skozi eno nosnico, izdihneš skozi drugo in potem skozi isto navzgor. In izdihneš potem skozi drugo. In mi malo povejte, kako se počutite. A je kaj boljš, a je enak? Bolj umirjeni smo. Hvala. Ja. Ta tehnika tudi, poleg tega, da pomirja tvoj v bistvu, jaz rečem duha, tudi čisti kri, izboljša ti spanje, ohranja zdravje, krepi imunski sistem na dolgi rok, pljuča in srce, živčni sistem in v bistvu tudi povečuje odpornost proti okužbam, kar pa v teh časih še kako rabimo. In najprej bi se majčkeno sprehodila po današnji temi, naši seneni nahodi, naše alergije. Kaj se marca dogaja, doktor Nik, bi lahko mogoče razložil, zakaj je toliko teh senenih nahodov, alergij, kako se temu v bistvu preprečiti te stvari? Zdaj, seneni nahod v bistvu, ko se enkrat razvije, zelo težko preprečimo, lahko ga pa zdravimo, predvsem tukaj pride upoštevajo simptomatsko zdravljenje, se pravi, kakšen teden, 2 pred začetkom sezone cvetenja je smiselno uvesti redno terapijo. To je pršilo za nos ponavadi, kapljice za oči, kakšen oralni antihistaminik. Potem pa seveda, če so te simptomi slabo urejeni kljub temu, potem je opcija tudi imunoterapija pri takih bolnikih. Kako pa izgleda imunoterapija? To v bistvu vaše ordinacije ali kako? Tega ne izvajamo mi, to načeloma izvajajo se pravi pediatri, subspecializirani za alergologijo ali pa pač odrasli internisti alergologi. Gre se za pač kontinuirano vnašanje
tega alergena v majhnih količinah. Lahko je to v bistvu z podjezičnimi tabletkami ali pa z injekcijami v subkutani prostor, se pravi pod kožo. Okay. In kako, danes se veliko ljudi sprašuje, kako ohranja ta naš imunski sistem, ne, da bi celo leto deloval. Jaz letošnjo zimo sem spet ogromno slišala, koliko je bilo bolanih, ne, se mi zdi vsako leto še več. In kako se v bistvu, kako to krepiti, hkrati pa tudi se marca, aprila ljudje dosti soočajo s to spomladansko utrujenost. A je to mit ali je kaj povezava z imunskim sistemom in odpornostjo tega? Ja, res je bila kar pestra sezona, že mnogo tera po vrsti. Mogoče ja, ena stvar, ki jo lahko na začetku povem, kako se nekako že preventivno obnašamo, to zadevno je, da se cepimo proti gripi. Drugače pa za imunski sistem v bistvu skrbimo na podoben način kot za ostale organske sisteme. Tukaj ni neke hude filozofije, načeloma že vsi poznamo to mantro zdrava, uravnotežena prehrana, za dovolj gibanja, skrb seveda tudi za psihično nekako kondicijo, dovolj kvalitetnega spanca, mogoče pride v poštejo potem še, se pravi, vsaj v zimskem obdobju jemanje vitamina D, se pravi nadomeščanje vitamina D, ki ima neko svojo imunomodulatorno vlogo. To je pa nekako v osnovi, v večini to, kar lahko naredimo za svoj imunski sistem. Super, hvala. Si tudi strokovnjak za zdravo prehrano in kaj v bistvu je zdrava prehrana? Mislim, to se toliko o tem govori, kako bi predstavil? V bistvu lahko o zdravi prehrani govorimo sočasno z tem, ko govorimo o uravnoteženi prehrani. Se pravi, uravnotežena prehrana načeloma je zdrava prehrana. Se pravi, to je prehrana, ki vsebuje ta pravo količino makro in mikro hranil in ki energijsko pokrije naše potrebe. Vse, kar je nekako stran od tega, se ne smatra več kot zdrava prehrana in na dolgi rok nam škodi oziroma lahko vodi v določene bolezni ali pa k nastanku le teh pripomore. Katera pa je tista prehrana, se pravi, ko se naj bi sploh otroci izogibali, ker toliko je govora o tem, ne, posledično tudi odrasli, ampak mi rečemo, tako kot se starši prehranjujejo, se večinoma tudi otroci, ne, začetki. Ja, res je. Kaj so te smernice za otroke predvsem? Zdaj načeloma, če gledamo od začetka, se nekako svetuje po 5., 6. mesecu uvajanje goste prehrane brez nekih posebnih omejitev. Obstajajo sicer določene izjeme, to so neki hudi atopijski dermatitisi, ampak načeloma je mantra, da se pač vso, oziroma so smernice, da se vso hrano čim hitreje uvede. Mogoče edina izjema je tukaj kravje mleko, ki ne bi se mu izogibali nekako vsaj v večjih količinah do 1. leta starosti, in pa med. Enako velja za med, ker vsebuje spore ene bakterije, ki lahko potem povzročajo težave pri dojenčkih. Tako da v dojenčkovem obdobju načeloma čim hitreje uvedemo gosto prehrano, brez nekih izjem, razen mogoče smo previdni oziroma malo še počakamo pri medu in pa pri kravjem mleku. Tukaj opažam tudi, da recimo otroci potem, ko grejo v najstniško dobo, je pa neka velika potreba po sladkarijah, pa to se zgodi in tudi to je nekaj, kar ne bi najbolj se izogibali, ne, in pečene, in mislim pečene, ocvrte in podobno, ne, in gazirane. Ja, načeloma tako smo narejeni, da bomo radi sladke stvari, se pravi, da si delamo neko zalogo energije, ker pač v savanah in tako naprej pred ne vem koliko tisočletji smo na tak način lahko dolgoročno preživeli, ampak se pravi, ta craving je prisoten, ta želja po sladkem, po energetsko bogatem, mastnem, slanem je prisotna, ampak seveda taka prehrana sploh potem v odraslem obdobju na dolgi rok lahko dela težave in probleme in vodi, kot sem prej govorila, v bolezni. Zdaj, mogoče ja, kot sva rekla oziroma si povedala, da to, kar starši smatrajo za zdravo prehrano, tiste vzorce, ki starši dajo svojim otrokom, s tem se bojo potem tudi, tako bojo potem te otroci tudi opremljeni, ko bojo odrasli. Tako da tukaj sigurno je priporočljivo, da se te stvari do neke mere seveda omejuje. Mogoče lahko povem samo, da je sladkor
v nekaterih primerih mogoče malo preveč demonizirano, temu rečem, če lahko rečem živilo, a ne. Predvsem mogoče pri športnikih, a ne, je to lahko zelo koristen pripomoček, sploh po nekih treningih, po nekih naporih, po nekih intenzivnih dolgotrajnih treningih, ki nam v bistvu potem daje neke hitro nadomesti izgubljene energetske zaloge. Če pa govorimo o otrocih, a ne, in o izpostavljanju zdravih navad, pa je sigurno smiselno, da to do neke mere omejimo in da seveda že na začetku, ko uvajamo gosto prehrano, ne začnemo z bolj sladkimi stvarmi, ker potem bo otrok jedel samo to. Točno, ja, super. Sprav, dotaknili smo se, pomembna je prehrana, pomembna je tudi gibanje, aktivnost, ne, za krepitev imunskega sistema. Zdaj imamo vprašanje, Peter, kako ti uspeš, bo jaz ste zelo aktivni, tudi družinsko, ne, po 2 treningih na dan, večino, ne, v tednu, še iti zvečer na sprehod z družino, mislim, kje najdeš moč? Ja, si sama veš, ne, da pač ti drugega ne preostane včasih, a ne, včasih se rajš doma v legu, ne vem, na kavč pa gledal kaj po televiziji ali pa kakorkoli, ampak se mi zdi, da nasplošno smo taka družina, da pač zdrav duh v zdravem telesu in smo aktivni in ne vem, mene razni sprehodi v naravi in to me dejansko sprostijo, tudi psihično, fizično in pa še plus tega je, da je pač druženje, ker ko si sama povedala, imamo pač 2-krat na dan minimalno treninge ali pa ko so tekme in pol, ko si enkrat doma, hočeš čim več časa preživeti pač z družino in ker te stvari pač ti na koncu pomenijo več kot karkoli drugega. Točno, ja, točno. Ena študija obstaja, da, mislim, da iz Fakulteta za šport jo izdala, da v bistvu aktivne mame povzročijo, da so zelo bolj aktivni otroci, kot recimo aktivni očetje, ne. A je to res, a je to mit? To se midva ne bi strinjala. Tega sicer ne bi vedel, no, ampak zanimiva opažanja oziroma zanimive ugotovitve. Ne vem, s čim bi lahko to povezovali takole na... Jaz se tudi ne bi čisto strinjala s tem. Moj oče je bil tak aktivni športnik in oba s bratom sva se v bistvu ravno zaradi njega toliko športom ukvarjala, tako da pa tudi sicer, no, se mi zdi, da otroci nekako poberejo tisto, kar tudi njim je v redu, kjer se dobro počutijo, no, tako da ali oče ali mama. Ja, lahko, da je bilo to že res leta nazaj, ne. Ja, z tega vidika sem takrat tudi brala to študijo, ker je v bistvu kar mame dostikrat vozijo otroke, ne, na treninge nazaj, največkrat, mislim, se tudi očetje, ne, ampak tako v nekem procentu. Tako da je super. Tanja, če se dotaknemo naprej, katere so v bistvu tiste bolezni, s katerimi se posameznik največkrat sooča v današnjem času, ne, imamo tistih 1., 2., 3., ne, in ki v bistvu najbolj prizadenejo delovno aktivno prebivalstvo, ne, v Sloveniji. To so v bistvu bolezni mišično-skeletnega sistema, ki tukaj bi izpostavila v prvi vrsti zaradi sedečega načina življenja, zaradi pretiranega sedenja, a ne. Namreč ugotovili so, da ne le, da je gibanje dobro za nas, ampak da je v bistvu sedenje pravzaprav poveča tveganje za sladkorno bolezen, za zvišan pritisk, za debelost, a ne, in v bistvu vse to so v bistvu sodi v srčno-žilne bolezni. Zato tudi pravimo, da je sedenje v bistvu novo kajenje. In kako v bistvu se temu soočati, dostikrat so ti delovni odmori, ne, v določenih podjetjih, tudi v Zavarovalnici Triglav, rečejo, da na 45 minut ne bi vstal, a to je res, da v bistvu preprečuješ to diagnozo? Mislim, zagotovo bi mogel vstati ali pa mogoče še bolj pogosto, kakor na 45 minut. Predvsem bi mogel to nekako postati tvoja rutina, tvoja navada, ne, se pravi, gibanje bi mogla biti navada, ne, seveda navade. Za navado ponavadi rabimo nekih 8 tednov, ne, da se pač ustvari, pač začeti moramo pa seveda s tem, da izkoristimo vsak moment, pa da uporabimo, ne vem, stopnice, da gremo peš, kjer se le da, da gremo vsak dan vsaj za 15 minut na sprehod v naravo, a ne, boljše kakor da drsamo po ekranih ta isti čas.
Ja, čim več aktivnosti. Pred leti sem brala knjigo Ikigai, ravno o tem opisujejo. Ja, in raznovrstna prehrana in res gibanje je zelo pomembno. Mnogo ljudi, tudi sama, ogromno, ne osebno, da bi se soočala toliko, ampak ki mi povejo ljudje, ki pridejo k meni, se sooča z bolečinami. In ena od metod je lahko tudi akupunktura. In ti si strokovnjakinja tudi za zdravljenje z akupunkturo. Kako si lahko z njo pomagaš? Mogoče kakšnim ljudem je to čisto nova metoda. Ja, predvsem se pravi, dokazano je, da akupunktura lahko blaži določene bolečinske sindrome, oziroma pač kar veliko v bistvu različnih vrst bolečine, naprimer glavobol oziroma bolečine v mišicah, v sklepih in tako naprej. Tako da zagotovo si seveda lahko pomagajo tudi z akupunkturo. Jaz sicer želim, oziroma pač, ko izvajam terapijo, da seveda, da so vseeno upravljene tudi druge preiskave, pred tem, potem pa se seveda z akupunkturo da veliko narediti. Super. Eno izkušnjo z akupunkturo si tudi imel ti, Peter, bi nam izdal, kaj je bilo? Eno izmed mnogih, ja. Ja, v bistvu najbolj taka je bila tako res leta 2019, pred svetovnim prvenstvom sem imel težave malo z vratom, po domač povem, malo bolj oren heksenšus, ko ni šel stran. In tekma se je bližala, bile so tudi to kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu. Tako da na srečo so bile tam še ostale reprezentance in smo pač kontaktirali Japonce, ko so imeli s sabo fizioterapeuta in enega, ko je res strokovnjak na tem področju. Tako da sem pač šel k njem, ker kot športnika, sama veš, si bila športnica, pač zmeram nekaj boli, poškodbe so sestavni del športa in poskušaš priti čim prej nazaj v ta trenažni proces oziroma na tekmovanje. Tako da sem jaz pol takrat do njega šel in v bistvu sem bil 2 dni prepikan z iglami po celem hrbtu. Ampak ne vem, na koncu je bilo dobro, no. Na koncu nismo več težav s tem in sem lahko normalno nastopil. Ja, jaz tudi opažam, ko si omenil, v bistvu športniki res, saj jaz, zdaj nisem več, v preteklosti res iščeš metode, recimo najprej greš zdravniku, vidiš, če ti to pomaga, če je to super. Potem pa, če včasih kaj ne prime, pa iščeš ostale. Meni je tudi pri VPV sindromu, sem imela pač diagnozo, mi je ravno akupunktura na koncu pomagala. Mogla bi pa iti na en postopek ablacije. In v bistvu 2 seanse ni bilo super, ne bi si mislil. Sami pa vemo, če si vrhunski športnik, pa vsi ti postopki operacije, to je okrevanje dolgoročno. Jaz si tega preprosto ne moreš privoščiti. To je to. Tako da ja, odlična metoda. Zelo tisočletja stara, izhaja iz Kitajske. In tukaj bi se rada dotaknila tudi, kako lahko še človek poskrbi v bistvu za svojo življenjsko formo ali pa zdrav življenjski slog. Kaj bi bilo najboljše, Tanjo? Ja. Zagotovo v bistvu so najbolj enostavni ukrepi najbolj učinkoviti. Tako kot smo jih že prej se malo dotaknili, se pravi spanje, prehrana, gibanje, druženje, to je zelo pomemben, druženje, socialni stiki in pa pač se vprašati, koliko časa preživimo za ekrani, da je tega res čim manj. To so nekih 5 osnovnih stvari, recimo, ko si jih lahko vsak nekako zamisla, oziroma si vpraša, koliko sem v bistvu na tem področju dejansko aktiven. Kje lahko še kaj izboljšam. Tako da to zagotovo. Zdaj to si prej malo omenila, kje imaš pa čas za to. Čas je v bistvu prioriteta. Se pravi, če je to naša prioriteta, bo tam za to tudi čas. Tako da v bistvu je, se pravi, stvar tega, da se vprašamo, kaj pravzaprav meni najbolj pomemben. Kje so moje vrednote, če je to zdravje, potem seveda se moramo v tej smeri tudi začeti. Korak za korakom. Ja, te navade, ki se recimo od malega naučijo, otroci, potem mladostniki, kako ti vstanejo celo življenje. Včasih je tudi, recimo, meni vem, so me silili v hribe, ampak jaz sem potem vzljubila hribe po 30 letu, tako da jaz rečem včasih, kakšnega, ni zdaj, da moramo vsega otroka siliti, ampak po mojem predstav čim več teh, kar se tiče gibalnih vsebin, ponuditi mu prehrano raznovrstno,
čim manj elektronskih naprav, ja, pa še več, kar bo povedala Saša, ne? Ena najpomembnejših stvari, ne? Prej bi se pa samo še dotaknila ene zelo pomembne teme, ki se jo v delovnem okolju izredno pogosto naleti na njo, to je izgorelost. Mislim, da je med top 3, no, poleg depresije in pač kostnimi obolenji, diagnozami v Sloveniji, kako prepoznati izgorelost. Čeprav je širok pojem. To je zelo široka tema in v bistvu bi lahko zdaj tukaj kar nekaj časa debatirali, ampak mogoče čisto, če tako nekako razmislimo, poznamo zdrav in nezdrav stres. Zdrav stres je tisti, ko se nekako odzovemo na katerokoli spremembo v življenju, nekako na tega smo prilagojeni, hitro mine, medtem ko kronični stres je pa tisti, ki za naše zdravje ni dober. Se pravi, ta je v bistvu preveč dolgo časa traja oziroma je ponavljajoč in ta dejansko kronični stres vodi v izgorelost. Kronični stres je lahko seveda odvisen od zunanjih dejavnikov, se pravi, ali je to pač na delovnem mestu, ali je to v partnerskem odnosu, ali je to finančni ali kakorkoli, in pa tudi od naših notranjih dejavnikov, se pravi, kako smo mi naravnani, moramo se tudi tukaj pač vedno premisliti, kakšna so ta naša notranja gonila, ali imamo tisto, ne vem, bodi perfekten, bodi močen, imej vse pod kontrolo, zdrži, ugaja in tako naprej. Se pravi, včasih so ta čisto dobra, ampak včasih pa ne, včasih jih moramo pa prepoznati, da morda predolgo časa toleriramo pa vztrajamo v nekih ne toliko dobrih pogojih. In takrat seveda, kadar je pač kronični stres prisoten, se pravi, imamo pač tudi v našem krvnem obtoku ves čas zvišane ravni stresnih hormonov, in ves čas naše telo je ves čas v pripravljenosti. In simptomi so seveda potem pač izčrpanost, utrujenost, motnje razpoloženja, razočarani smo nad celim svetom, cinični, vzkipljivi, čutimo palpitacije, zbujamo se sredi noči, nespečnost, bolečine v križu, v sklepih, glavoboli, prebavne težave in še naprej. Tako da seveda takrat je pa tudi res, da so med generacijami se malo razlikuje. Starejše generacije mogoče dalj časa nekako tolerirajo neke take okoliščine in potem seveda tudi dlje časa rabijo, da se pozdravijo, medtem ko mlade generacije, naprimer milenici ali pa še posebej pa generacija Z, Gen Z, te pa nekako bolj razmišljajo o sebi, o tem, kaj je zdaj moj delovni čas, kaj je moj prosti čas, kje so zdaj te meje. Se pravi, nekako si znajo prej postaviti meje. Tako da, ampak mogoče zgleda kot na prvi pogled, da so oni nekako bolj odporni, zato ampak ni res, mislim, manj odporni, ampak ni res, v bistvu so se oni nekako od nas učili in videli nas, kako živimo. In mi smo jih vzgajali, vprašaj se, kako se počutiš, kako ti je. No, hočem reči, da v bistvu se je treba potem pač seveda vprašati to, kar sem tudi že omenila, kaj nam je pravzaprav v življenju najbolj pomembno. Ne to, kaj sem naredil narobe ali pa zakaj se to dogaja meni, ampak kaj je meni najbolj pomembno. Narediti neko inventuro prioritet se pravi s tem, da v skladu s svojimi najbližjimi, najbolj pomembnimi ljudmi, ki so meni najbolj pomembni. To. Ja, ker sem hotela tukaj še nadaljevati z vprašanjem, recimo lahko tudi Nik, kaj v bistvu, kako prepoznaš med utrujenostjo spomladansko ali pa izgorelostjo? Kaj, če se to ponavlja vsako leto? Ja, mogoče, če sam toliko še dodam glede tega vprašanja. Recimo, eden od takih znakov je zagotovo, ko gremo na počitnice, pa vedno zbolimo. To je že nek alarm. Ali pa tudi, recimo, če se po nekem počitku nekako ne spočijemo, še vedno smo utrujeni. To so gotovo taki znaki alarmni, ko nekako nam nič več ni tako pomembno. Zanemarjamo v bistvu neke osnovne potrebe. Takrat je v bistvu
kritično. Ja, ja. Pa če se pojavi jeseni. Kaj, če se Pojav jeseni. Recimo, no. celoletna, Ja. kronična izčrpanost. Ja. Ja, jaz ne vem, a si ti kdaj začutila, ne vem, jaz vem, zdaj, ko smo o tem govorili, kadarkoli, če sem jaz kdaj zbolel, je bilo to ponavadi večinoma po sezoni. Ko pride konc tekem, vse se malo Dol miriš, pade, ti vse dol pade, ali tu v dobrem ali v slabem. In pol takrat me je ponavadi največkrat udaril pol, no. Ko se Ta spustiš. stres, ne. Pač športniki, vrhunski športu je stresna, ne. Pol ko enkrat je malo pauze, se mi zdi, da od zadaj dobiš en udarc, da ti telo pove, da se moraš malo spočiti, ne. To je res, ja. Jaz tudi čutim, da v slovenskem okolju je tako, kot si rekla, Tanja, ogromno teh nabranih, teh v zadju, da zmorem, kar smo videli od naših mamic, ne, očetov, zmorem lahko še mal, pa še en projekt, pa še dva, pa bom potem počila ali pa počil, ne, in potem se pač zložiš, ne gre več naprej. In imam občutek, da res določen del prebivalstva se tega že zaveda. Veliko ljudi, zelo znanih osebnosti izgorelo, no, ali pa bili v depresiji tudi, ne, sama sem bila tudi med drugim. In res opazujem tudi pri generaciji Gen Z, ki si recimo omenila, koliko oni bolj skrbijo za, mi bi rekli v angleščini well-being, se pravi celostno sliko, ne. Zdravje jim je izredno pomemben, ne. Tako da jaz bi rekla, napredujemo, no. Napredujemo, ampak je pa še en del prebivalstva, ki nič v to ne pogleda, ne. To je to. In če gremo k eni zelo pomembni stvari, jaz rečem, to je naša drža, ki, jaz rečem, vse te koncepte drži skupaj, ne. Saša, kaj je pravilna drža? V bistvu, kako naj bi naša hrbtenica naravno stala, no, po konci? Stroka nima definicije. Stroka, naše stroke, naša medicina je tle, kjer je z vsemi dosežki in vsemi spoznanji in vsem potencialom pomoči in zdravljenja, je tukaj zato, ker se je razdelila, ker smo vsako začeli svoje področje raziskovati in ga plemenititi in ga se tudi posvečati. Zato vse spoštovanje za vsako specializacijo posebej, ki se dejansko posveča svojemu delu. Vendar drža naša je pa vse, ko rečemo pokončna drža, je pa vse tisto, kar ni v leže. A se strinjate? Ja, ne? Če nismo v leže, smo pokonci. A je to res? Ok. To je tako zelo elementarno, bi rekla, laično ali pa občenazorsko stališče. In zdaj, če smo pokonci, nas zanima, kako smo pokonci. Iz moje ozke stroke, ko sem prišla iz radiologije, se je izkazalo, da je ravno število bolečin, ki ste si jih omenjala, Tanja, pa Peter, napotitev zaradi bolečin v mišično-skeletnem sistemu oziroma v skeletno-sklepnem in mišično-fascialnem, zdaj se to ločuje, je teh napotitev ogromno. In pravzaprav je stroka obremenjena z velikim številom preiskav, ki pa ne izvid te preiskave ni v neposredni povezavi z bolečino oziroma z dejanskim kliničnim stanjem, z stanjem bolnika. In kaj ne zdaj? No, da ne grem v svojo stroko, mene je inspiriralo pravzaprav ta velik overload, prenapolnjenost naših preiskav kot nepotrebnih. Po eni strani, po drugi strani pa tudi ta zavest, da pravzaprav o osnovnih stvarih pa znotraj naše medicine pa ne povezujemo jih in jih ne opisujemo. In iz tega naslova je zdaj nastal pač pred 10 leti nek program, ki se ukvarja z najbolj bazičnim znanjem. Ne moramo reči, da je to znanost. To je res najbolj bazično znanje. Tako da, kaj je drža? Bomo rekli, drža, pokončnost po SSKJ-ju je definirana. Definirana je s pokončno hrbtenico, z našo pokončno telesno držo in definirana je
Pokončna hrbtenica ima dvojen pomen. A je kdo prišel brez hrbtenice danes? No, tako, ne. Potem mi kdaj kdo reče tudi, mogoče pa je, ne. Kakšen tudi brez hrbtenice. Skratka, tudi naša naravnanost, psihična naravnanost ali naša pokončnost, duševna, je tista, ki tudi krepi samozavest in to je napisano v SSKJ-ju. To nima veze s stroko, to je splošno znano, a ne. Od tu naprej bi rekla pa, da naše stroke zelo dobro pokrivajo, fizični del posebej, v praksi se počasi in postopno povezujejo z psihičnim delom, čuječnost je tisti prostor, kjer se zdaj vse več, tudi telesno, odzivamo oziroma se obračamo na to v telo, in gledamo svoj duševni odziv. In tle je temelj neke pokončne drže. Fizično je to zelo enostavno, a povemo? A povemo? Se lahko sprobamo. Ja, eno hrbtenico si prinesla, ne, prosim. Ja, no, pa ne, dajmo najprej sprobati. Dajmo se usesti na rob stola. Bomo že se učili poti. Na rob stola se usedemo, pete dajmo pod kolena, gledamo, da je nek pravi kot, tako in stopala so čvrsto v tleh. Zdaj se bomo pa z rokami prijeli za nekaj, k čemur mi rečemo, tukaj so nam malo stoli morda v napoto, ampak bomo lahko, pejte na rob, da boste mimo ročaja. Čemur rečemo medenica oziroma črevnice. Kosti, za te kosti se primemo. Ja? Za te kosti se primemo. Ko prsti grejo navznoter, lahko začutimo, a so mišice popuščene, a je trebuh popuščen, ali je malo toniran. In ga malo toniramo. Zdaj potegnemo tudi medenično dno malo proti hrbtenici nazaj. Malo nazaj. Pa spustimo. Pa spet. Medenično dno, nazaj, navzgor, ne preveč. Če preveč potegnemo, nas bo križ začel boleti. A čutite to? Ja? Meni prav paše. V redu, odlično. Super. No in zdaj bomo naše črevnice, našo celo medenico, brez da bi glavo prav zelo dol spuščali takole gor dol, ampak zanihamo medenico nazaj, pa jo dvignemo gor, pa naprej. Pa naravnost, pa spet nazaj, pa gor, pa naprej, čist medenico naprej, ja. Pa naravnost. Pa kaj delamo? Kar lepo prosim, kar nadaljujte, kar delite, ker to je vaša medenica, vaš Rolls Royce. Edin tega imate. Skratka, sednice so tiste, ki so dizajnirane za sedenje. Ko se vprašamo, kje sedimo, stol, kavč, je ergonomski, ni ergonomski, smo bolj, ne. Na sednicah sedimo. Otrokom rečemo, da na ritah sedimo, na ritu se usedemo. In je pravzaprav podlaga vse eno. Če mi vemo, da so naše sednice tiste, ki morajo biti v podlago najbolj obremenjene, potem lahko rečemo, nagib naprej bo obremenil sramnice, nočemo. Kaj se pa zgodi z nagibom nazaj? No, zdaj pa kar nazaj se lepo, tako. Pa če se usedete še nazaj v stol, pa bomo takole se zleknili. A smo v udobni drži? Smo, ne? Ja. Smo vsi v udobni drži. Takole je tale naša hrbtenica, ko smo mi v udobni drži. To je črka C. Mi se rodimo s tem dizajnom. V taki obliki je naša hrbtenica, ko se mi rodimo, seveda bistveno manjša. To pomeni neboglenost. To pomeni, da ne moremo pokonci, da rabimo pomoč in podporo, nego in skrb zunanjega sveta. Naša duševnost to ve. Vsakič, ko smo mi v črki C, je v podzavesti se bijejo bitke.
mi smo v stresni ali konfliktni situaciji v podzavesti v sebi ves čas, ker smo v črki, ki je v resnici, v obliki, v obremenitvi, ki je nebogljenost, v resnici si pa želimo aktivnosti. V resnici si želimo aktivnosti. Potem imamo pa še, kar na rob stola, še prosim. Imamo pa tukaj še eno čudovito kost, ki se ji reče križ, po domače, križnica, po slovensko. Latinci so ji pa že zdavnaj rekli os sacrum. To je sveta kost. Sveta kost. Ta kost po našem osnovnem dizajnu izpred več 100 000 let nazaj ni dizajnirana za pritisk v podlago dlje časa. Tako kot sta oba kolega poudarila, mi predolgo sedimo. To pomeni, predolgo sedimo na način, da križnico pritiskamo v podlago. S tem se začnejo degenerativne spremembe v današnjem času bistveno prej, kot so se kdajkoli pred to sedentarno dobo. No, pa dajmo iz te drže si zdaj ozavestimo. Se pravi, naša drža se začne v medenici. Hrbtenica je posledica. Pa bomo spet zanihali nazaj, naprej, pa stisnili medenično dno malo, pa tonirali trebušne mišice, v redu, pa zaokrožimo ramena, navzgor, nazaj, dol. Še enkrat, navzgor, pa nazaj, dol. Ok, rame hočejo iti stran od glave. Kar dajmo takole narediti. Ja. Tako, še enkrat vdihnemo in izdihnemo. Ko grejo rame stran od glave, se nam teža, križ, ki ga nosimo, pregovorno, z ramen porazdeli po celem hrbtu ali celo spusti navzdol. Skratka, tam, kjer je moč od pasu navzdol, noge so tiste, ki morajo biti močne, trup je tisti, ki mora biti močen, ta bo nosil naše življenje, naše telo, naše aktivnosti naokoli. Zgornji del od pasu navzgor smo pa sproščeni. Moramo imeti prostor pri sebi, svoj prostor moramo imeti prost, potem bomo naredili prostor še za vso okolico. In kaj se zgodi z glavo? To bomo potem še pogledali. Glava spada nad hrbtenico. Naše glave so praviloma takole. Tole je mogoče še bolj prav naša taka ustaljena drža. Se pravi, imamo dodatno breme na vse prehode, na prehod iz vratne v torakalno hrbtenico, na prehod, ta se ravna v to smer. Veliko ljudi pa sedi pravzaprav tudi s prevrnjeno medenico naprej in takole, takole. Ja. Skratka, glava spada nad hrbtenico. Tako da nekih 5 stavkov bi si mogli zapomniti, kaj naša drža je fizično. Sednice morajo biti potisnjene v stol, tako da je težišče obremenjeno, da ne nazaj, ne naprej, medenično dno, trebušne mišice malo tonirane, potegnjeni navzgor, rame nazaj, stran od glave in glava nad hrbtenico. To je fizični del, ki bi ga mogli vsi upoštevati. A te žoge in ergonomski stoli tukaj pripomorejo ali je to blagi žegan? Vse lahko pripomore, vse lahko škoduje. Stvar je v ozaveščenosti. Mi moramo ta delček, ta zelo majhen delček, ki je pred vso ostalo terapijo, aktivnostjo, tudi pred športno aktivnostjo, tudi pred kjerokoli fizično aktivnostjo, mi moramo pogruntati, kako naš dizajn funkcionira in kako je v naravnem stanju. In ko je v naravnem stanju, gremo lahko športati. Ko smo mi v naravnem stanju, se usedemo na žogo in vzdržujemo to stanje, ampak vemo, kaj vzdržujemo. Če tega ne vemo,
delamo lahko škodo. Oziroma nekaj časa paše, pol pa ne paše več, pol pa vztrajamo, ker so rekli, da je treba, potem se pa dogajajo težave, bolečine, lahko okvare ali poškodbe. Ja, jaz imam eno res vprašanje. Pred leti sem učila delovne odmore v proizvodnih procesih ljudi in koliko nepravilne drže sem tam videla. Pa športniki imamo tudi zelo to pogosto. Kako to rešiti? Z ozaveščanjem. Edino to. Z ozaveščanjem. Ja, ker je res veliko absentizma zaradi tega. Potem bomo videli, a bo delalo? Bo, ne bo? Ok. Hvala lepa. Namreč z ozaveščanjem česa? Mi rabimo mejčken se pogledati, kakšni smo pod kožo. Ker mi ozaveščeni, tako kot smo našteli, aktivnost, prehrana, spanje, gibanje, vse nam je jasno. Razum naš razume vse. Spremeniti ne more ničesar. Ne znamo spreminjati z razumom. Razum osvetli, v katero smer je prav. Kako bomo pa spremenili, je pa takrat, ko bomo dobili izkušnjo. In zdaj ta vaša izkušnja, ki jo kar lahko, prosim, kar se sprobavate, sprobavate jo pa na dinamičen način. Se pravi, to ni zdaj nova pravilna sedeča drža, iz katere se ne smejo premakniti, bog ne daj, ampak po našem dizajnu, tlele zadaj vidimo en tensegrity model. A kdo ve za tensegrity? Ste že slišali? Veste, kaj je tensegrity? No, tensegrity je zdaj zadnjih pa spet 10 let ali 8 je, odkar je fascija predlagana na Svetovni zdravstveni organizaciji kot največji organ. Ne več koža, ampak fascija. Je model, tukaj, če pogledate, to je en zelo tehničen, enostaven model, kjer dva čvrsta modula drži po konci antigravitacijsko verigica. Se pravi, mi nimamo temeljev, mi nimamo zidakov, mi nimamo podpor, ampak je vse v našem telesu povezan z vrvicami oziroma z fascijami, ovojnicami, ligamenti. In te so tiste, ki ves čas z celim telesom komunicirajo. Preko njih se signal prenaša po celem telesu. Ko se ena vrvica skrči, pretrga, zalepi, ne deluje, se na drugi strani zgodi preraztegnitev ali poškodba ali bolečina tudi na drugi strani. Zato kakršnakoli fiksna drža je za človeka nevzdržna. Mi rabimo ves čas pomigavati, gibati. Koliko sedeti lahko? 45 minut, 20 minut v redu. Medtem, ko delate, ne rabite nič. Takoj lahko. Takoj, ko smo usedeli že medenico, ramena, v redu, glava dela, delamo dalje. To je ta neka ideja, 18 sekund na uro, da nas opomni čudiček, sicer pa vsakič, ko nam ni dobro, se postavimo v nek svoj, nek nevtralen položaj, nevtralna je tudi taka beseda, kočljiva malo, ampak v svojem telesu, z idejo, da bomo vse te ovojnice med sabo predrsali, da bojo gladko tekle. Dovolj moramo piti, hidracija je zelo pomembna, sploh, če veliko sedimo, moramo veliko piti. In seveda nežno, vztrajno gibati ves čas. Potem pa v odmoru dodati vajo. No pa dajmo vajo narediti. Pete skupaj, prsti skupaj, kolena skupaj. Takole. Pa bomo stisnili spet malo medenično dno in trebušne mišice. Naša sedentarna drža nam je popustila mišice trebušne popolnoma. Pozabili smo na njih. In jih moramo ponovno aktivirati. In če sam to naredite vsakih 20 minut, pol ure, bo že zelo velika sprememba v vašem počutju.
roke na zunanji rob in zdaj, ko bomo se obračali, moramo gledati, da je tale lepota naša znotraj nas navpična. Se pravi, ko se bomo obračali, to ne bo šlo tako, to ne bo šlo tako, ampak bo šlo iz glave navpično, naokrog, do kamor gre. In bo šlo spodaj, sredina, zgoraj, pa glava. Glava bo prišla zadnja. Tako, vdihnemo, izdihnemo, pa trebušne mišice fiksiramo, kolena ostanejo skupaj, se ne premikajo, čvrsto so stisnjena. Ledveni del, prsni del, vrat, pa se nasmehnemo še, ko pridemo do konca. Pa počasi trebuh, ledveni del, prsni del, vrat, glava naravnost. Zakaj smo se nasmehnili? Da se sprostiš. Dajmo še drugo stran. Okay. Pa dajmo. Sednice čvrsto, obe enako obremenjene. Medenično dno stisnjeno, ledveni del, prsni del, vrat in nasmeh. Pa počasi nazaj. V tem nasmehu, odlično, me veseli. V tem nasmehu imamo kinestetično, če hočemo pogledati do konca svoje meje. Mi imamo tukaj slepi kot. Mi vidimo do sem, potem imamo pa del, ki ga ne vidimo. Potem pa po horizontu gremo in naša gibljivost je omejena, ne samo fizična. Vsakršna gibljivost naša je omejena, tudi duševno imamo omejitev. In moramo priti do konca, do skrajne meje svoje omejitve. In ko pridemo do tja, nam fizično telo omogoča še malo premika z nasmehom. Kakšno sporočilo je to za duševnost? Duševnost in telesnost, to je eno, mi smo se v enem kosu rodili. Vsaj jaz. Ni prišlo telo, pa duša, pa duh posebej, je vse v enem kosu. Skratka, ko pridemo do konca svoje meje, še nasmeh, ker to je to, kar zmoremo. V redu, prav je tako, sprejmemo. In počasi nazaj. Wow. Veliko novega. Zanimivo. Ja. Res? 100 000 let stari v tem modelu. Skozi je vse isto. Nič ni novega tukaj. Nič ni novega. Katere so pa tiste najbolj pogostejše, Saša, bolezni v bistvu povezane s tem našim sedečim življenjem pretežno? Govorimo za zahodni civilizacijski svet, ne? To bi rekla, v strokovnem svetu to ni raziskano področje več kot toliko. Mi imamo degenerativne spremembe opisane zaradi sedečega. A lahko naslednji slajdek, ali bom pa jaz mogoče? Aha, dela. Recimo v ortopediji opisujejo tako imenovani iPad spine. Z diskus hernijami in z obremenitvami na prehod iz vratu v prsno hrbtenico zaradi preobremenitve. Če si samo zamislite, da je teža glave ob premiku naprej za 1 centimeter 2 kilograma, pa nadaljen centimeter 2 kilograma. Mi pred monitorji sedimo takole, takole, vsi, tudi jaz, in potem se ujamem, rečem, ok, pa ne dam mojega vratu, pa globoko vdihnem, pa se popravljamo. Ampak če bi vedeli, da je to 3-kratna, 4-kratna teža glave, ko se sključimo naprej, potem bi mogoče res si prišparali to energijo. Tukaj je neskončna rezervna energije. Tle športniki veste, gotovo, čim se obremeniš z 20 dodatnimi kilogrami,
Je to drugačen trening, pač 20 ali pa 100, ne vem, za prva steto, to drugače, je to drugačen trening, kot če si brez obremenitve. Je to spet drugačen trening. In ta dodatna obremenitev je za nas trajna, vztrajna, nezavedna poraba energije, ki jo lahko rečemo glava nad hrbtenico. Zato ni treba nič. Razen ozaveščenosti, namere, odločnosti, dobre volje, vztrajanja. Samo to. A ne? Samo to. Imam občutek, da cele generacije bojo tam na 40 let, 19 kilogramov, ne zdaj za nami, žal, ne. No, zato, da se neka sprememba ukorenini, tako kot smo z zobno higieno začeli v 80 letih, leta 85, ne, je leta 15 bil karies standard v zobnih ambulantah, bil standard karies 0 po 30 letih, tako da ja, bojo otroci teh ZP, milenicov, bojo prav, bomo že prav. Če bomo prav čas ozaveščali, ne? Če pa ne bomo, pa tudi takrat ne bo. Hvala, Saša. Peter, da se vrnemo nazaj na ta športni, jaz rečem, del še, ki je tudi drža izredno pomembna. Ampak bom preskočila na prehrano. Kaj v bistvu, kaj si ti mogel najbolj spremeniti v prehrani, da si prišel do takih uspehov? A si imel v bistvu ti že vzornika, ne? Je bilo malo lažje? Ne, jaz v bistvu se malo pohecam, da imam tako srečo, da načeloma tisto, kar je fajn za športnika od prehrane, da imam tisto najraj. Tako da, kar se tega tiče, vem, da imam dosti rezerve, nisem se nikoli, da bi imel kakega nutricista ali pa karkoli. Pač mene zanimajo stvari, tudi samega me je zanimalo, kako čim bolj napredovati in nisem pač sam raziskoval, ne. Včasih je bilo malo težje, ko še nismo imeli interneta pa vsega skupaj, ne, oziroma pa telefonov. Ampak, ja, poskušam tako poslušati svoje telo. In res, imaš zdaj 1001 dieto pa športne prehrane, ampak to so tiste enoletne muhe, ko pol naslednje let je pa čisto neki kontra, ne, ampak če pa poštudiramo včasih naši starši, pa stari starši, ne, so cele dneve delali na njivi in so imeli energije za cel dan, ne, pa so jedli pač normalne stvari, ne. Tako da je zelo, tako, sem se naučil poslušati svoje telo, pač logično tudi kdaj kak cukor zapaš, pa kak junk food po domač povedano, ne. Ampak, ja, načeloma pa se držim tega, da jem tisto, kar naj bi bilo zdravo. Kar naj bi bilo fajn tudi, da dobim zadostno količino snovi, hranil, zato da je pa res, da je pa od športa do športa pa drugačno, ne. Jaz rabim 90 sekund energije, en maraton se verjetno mora imeti bolj urejeno prebavo, ne. Tako da se tukaj je zelo veliko in najslabje je to, da če imaš ali nutricista ali pa kakega zdravnika, pa ti deva isti program prehrane kot enem maratoncu, ne, ali pa enem triatloncu. To nekot ne gre, ne. In smo imeli že dosti primerov, tako pač, ko glih zaradi tega so pol kar trpali, ampak pol je bilo to 2, 3, 4 kile več, ko jih po 90 sekundah ti naspraviš stran, ne. En triatlonc jih bo spravil v 6 urah, ne. Ja, točno, ja. In tukaj je pol, ne, tako da moraš pač vsakega posameznika vzeti, no. Najbolj je pa, kakor sem rekel, poslušati samega sebe, pa se ti telo pove, kaj ti primanjkuje. Kaj pa, na primer, sem tako osnovo največkrat ješ za zajtrk? Za zajtrk? Kosmiče. Kosmiče pa, ja, kosmiče pa dostikrat tako polnozrnat kruh, pa kak med gor namazan ali pa marmelado. To mi zelo paše. Zdaj smo bil en teden nazaj v Parizu in francoska bagetka pa marmelada gor. Dobro. Ja, ja. Super, ja, res. Jaz vedno rečem, v športu se res vse pokurne. Tako dobesedno. To imamo pa srečo, ja. Ja, zelo.
Ti si veliko orodij uporabil na poti do uspeha. Kje so ti najbolj pomagala? Eno je, da paziš na prehrano, mentalne tehnike, aktivnost. A je bilo še kakšno tako orodje? Mislim, jaz sem tako, jaz se poskušam, sem nasplošno, že šport je že tako, vrhunski šport je že tako zelo kompleksen in stresen, ampak jaz sem zmeraj poskušal poenostaviti stvari. V bistvu zdrava kmečka pamet je včasih še najboljša. Kar se dosti, mislim, zelo premalo se zavedamo tega, ne. In hočemo še nekaj več, pa raziskovati, pa komplicirati, pa se zapletati in na koncu se zapleteš in ne znaš več ven. Tako da jaz mislim, da zdrava kmečka pamet, ker topla voda je že odkrita, ne. Vse so neke dodane vrednosti, kar se treninga tiče, pa dodatne tehnike, pa način treniranja, ampak osnove so še zmeraj iste, ne. In tako, kar se v šoli učimo, ta prvo 1+1 je 2, ne. Pa pol naprej, ne. Jaz mislim, da tudi pri športu in pri vsem, tudi pri prehrani je tako, da najprej se osnove moraš obvladati, da lahko pol nadgrajuješ stvari. Brez osnov pa ne gre. Točno, ja. Deli vseeno od tehnik, kar jaz mislim, da marsikomu bi pomagali, ne od gledalcev. V bistvu je, kako se ti izpihaš, ta beseda mi bila ful všeč, izpihaš, ko si v stresu ali pa, ko se ti malo preveč čustev nabere. Govorim zaradi tega, ker tudi jaz sem imela svoje, ne, sploh še zdaj jih imamo in vrhunski šport te nauči, ne, potem v stresu kasneje. Kar bi marsikomu pomagali, ne, v bistvu, da ne gre v kakšne odvisnosti, kar je tudi zelo pereč problem v Sloveniji, ne, kot je alkohol, ne, vse živo, rekreacijske droge in podobno. Kaj ti narediš v bistvu? Ja, spihat se grem na trening. Še malo več treninga. Oziroma, ja, jaz imam pač tak šport, da sedim skozi med aktivnostjo, ampak če sem pa kdaj tako psihično preveč obremenjen ali pa da moram mečkano odklopiti, se že odklopim drugače v kajaku, ko grem veslati, sploh v Sočo pa v naravo na Sočo, drugače pa ja, grem laufat, pa malo bolj močen tempo, da se fajn zadiham, da tako, kar mi športniki rečemo, kri občutiš v ustih, a ne. In pol dejansko, ko je konc, sej trpiš, a ne, ampak ko je konc, pogeš pa potuš, lepo se stoširati in se mi zdi, da z mene kar tako pade neko breme oziroma se kar malo oddahnem, no. Tako da, ja, ne gre, ni meni dobro, tako pač, tako ko si samo omenila, ne, da greš, če imaš težave, pa z alkoholom, pa s čem drugim, te stvari poskušaš reči, to samo odlagaš. Točno to. Pač in jaz pa, če me kaj teži na duši, grem pa laufat in takrat imam dosti cajta, ko si pač sam sabo in malo prekrvaviš možgane in malo drugače začneš razmišljati. Dobiš rešitve, ne? Ja, iz tega. Za konec bi vsega še povprašala, kaj so mogoče neka navodila našim gledalcem za uravnotežen življenjski slog? Ali pa zelo široko vprašanje. Kaj mogoče Nik bi ti predlagal? Mogoče en stavek? Mislim, da težko dodam kaj, kar do zdaj še nismo omenili, no. Kakor je tudi Peter rekel, ne, v bistvu te osnove so res pač osnova, ne. Ostalo so samo neke nianse, neki detajli. Veliko ljudi je v bistvu, ki išče neke bližnjice, mogoče se ne drži čist teh osnov, pa želi z nekimi novodobnimi kvazi metodami po bližnjici prideti do zdravja, ampak res najprej je treba za to poskrbeti, no, čist resno. Se pravi, uravnotežena prehrana, gibanje, skrb tudi za duševno zdravje, druženje, to smo tudi danes omenili, to je zelo pomembno, ne, da imamo socialen krog, močen, spanje, tako. Jaz mislim, da tukaj ne bomo mogli brez tega, no. Težko dodam še kaj dodatno, no. Ja. Tanja, še kaj tasga? Jaz bi rekla, da ne preveč premišljevati, ampak super gre gor se obleči pa ven v naravo, v hrib.
Se spihati. Ja, se spihati. Peter, Ja. lahko kaj dodaš, ampak ja. Ne, jaz mislim, da je to, pa poslušati svoje telo, pa Ja, malo uporabljati, kot sem prej rekel, zdravo kmečko pamet. Saša, Ja, jaz bom nagovorila še tisti del populacije, ki se težko spravi kam, ki mu je dobro v naslanjaču. Začeti se bo treba opazovati. Tako, priporočilo je opazovanje, in sicer, da je v slabi drži tudi počutje slabo. In da so anksiozna stanja, depresivna stanja nekaj, kar so povezane z našo držo, in da ni daleč in ni dolga pot do tega, da se enostavno poravnamo in da potem ostanemo in gremo. A ne? Ampak brez da bi se poravnali, ne, pa bomo težko iz anksioznih, iz čustvenih, bi rekla, obremenjujočih, težkih stanj odšli. Tako da pokončnost naša je vse, zaznamovana vsak naš pokončen, buden trenutek. Dobra, prožna pokončnost pa dejansko nam prihrani energijo in nam jo v resnici veliko neke vitalnosti sprosti, zato da zberemo moč, da gremo ven. Zberemo moč, da dobro jemo, da ne gremo v hladilnik. hvala Saša, hvala dragi gostje. Ja, z vsakodnevnimi dejanji ste v bistvu lahko ugotovili, da pomembno lahko vplivamo na svoje zdravje, ne? V bistvu na psihofizično počutje, na naše čustveno stanje, na kostno-skeletni sistem. Pri tem pa je res dobro tudi poskrbeti, da v primeru bolezni ali pa poškodb, da pridete res do specialista že v nekaj dneh, ker sami vemo, bolečina vztraja in ne popušča, ne, včasih. In s sklenitvijo zavarovanja specialisti si lahko zagotovite hitrejši dostop do mreže res širokih in najboljših strokovnjakov po celi Sloveniji. Tako da hvala res za vaš čas, hvala vam za vaš doprinos in vse lepo pozdravljam.